Mislim, da postopoma, pa zelo intenzivno in sodelovanjem vseh deležnikov. Menim, da moramo si seveda pojasniti, o čem govorimo, ko govorimo, kako spraviti temperaturo pod 2% oziroma kako se prilagoditi tem segrevanju ozračja. In kar nam narava tudi odgovarja, da se na spremembah, tako sušah, poplavah in drugih pojavih že pojavlja. Kako se prilagoditi temu in najti res ta prave rešitve. Zato, ker posamični ukrepi so dobronamerni, dobri, vendar lahko, da so sektorski in zato tudi dostikrat enostranski in ne prinesejo želenega učinka. Vlada je sprejela že operativni program zmanjševanja toplogrednih plinov. To je eden od programov, ki sektorsko zajema posamične ukrepe, zato da bi zmanjševali ogljični odtis. Potrebno pa tudi vsakodnevno obnašanje, vsakodnevno ravnanje nas vseh v Sloveniji temu prilagoditi. Vsak lahko prispeva k temu, ključno pa tudi, da industrije ali pa dejavnosti, ki najbolj prispevajo k toplogrednim plinom, da se prilagodijo. Tukaj je največji sektor tak, ki je področje prometa, kjer je potrebno veliko še narediti, in pa področje energetike, stavb, kjer imamo veliko potencijala še, da bolj učinkovito izvajamo te ukrepe. Evropska podjetja se bodo v prihodnosti morala soočiti z številnimi ukrepi, da bi lahko zagotovila svojo konkurenčnost v globalni konkurenci, ki danes vlada na svetovnem trgu. Ta konkurenčnost bo ključnega pomena za njihovo nadaljnjo rast. Ključna bodo predvsem nove investicije v nove tehnologije, nove investicije predvsem v tehnologije preboja, hkrati pa seveda te investicije bodo potrebovale nek dodatni finančni vir in seveda za podjetja, predvsem v Sloveniji, bo ključnega pomena, da bodo ta sredstva lahko črpala tudi iz skladov Evropske unije, iz različnih mehanizmov, vzvodov, inovacijskih skladov, kot je recimo Obzorje 2020, kot je recimo načrt, ki ga predlaga predsednik Evropske komisije, gospod Juncker, in seveda drugi vzvodi, ki obstajajo tako na evropski ravni za konkurenčnost, kot tudi na nacionalni ravni. Če se zavedamo tega, da 40% energije v Evropi porabimo v stavbah, od tega 3/4 ali pa v starejših zgradbah še več za ogrevanje in hlajenje. Študije kažejo, oziroma lahko zaključimo glede na študije, ki smo jih naredili, da je definitivno najbolj smiseln in najbolj učinkovit ukrep izolacija ovoja zgradb. S tem lahko prihranimo oziroma izboljšamo učinkovitost predvsem starejših objektov za več kot 50%. Novi so pa tako ali tako pač že podvrženi tudi relativno zadostnim pogojem oziroma zahtevam, kar se tiče same izolacije ovoja, ki je potem takem, na nek način rečemo, lahko osnova za to, da celovito zaključimo vse te objekte, in bivalne in nebivalne, kar se energetske učinkovitosti tiče. Zagotovo velik, sadjarstvo je dejavnost, ki se odvija pod milim nebom, skoraj v celoti tako, in seveda temu sledijo vse posledice. Vsi sadjarji se ukvarjamo v zadnjem času z številnimi različnimi, mogoče najočitnejša ta, da se ujme pojavljajo pogosteje in da so postale hujše. To je najbrž z nekaj besedami najbolje opisano dogajanje v naravi. Te ujme so pa številne, najbolj očitne so morda toče. Seveda pa pričakujemo še druge, oziroma vemo tudi za druge, ki se občasno pojavljajo, to so te nihanja med sušami in preobilico dežja, kar se oboje dogaja. Vsa ta vremenska dogajanja so postala, kot pravim, intenzivnejša, vsi ekstremi se pojavljajo v krajših časovnih razmakih med seboj in to seveda dela težave tako rastlinam kot ljudem, ki delamo z njimi. Je kar težko.